Zdravo, jaz sem Boško Praštl in trenutno se nahajaš na kanalu More Than Networking. To je kanal, kjer bom v prihodnje s tabo delil znanje, izkušnje ter veščine na temo mreženja, povezovanja in grajenja odnosa. Moj namen je, da si tudi ti v prihodnje zgradiš tako podporno okolje, ki ti bo pomagalo na poti do uresničitve svojih življenjskih ciljev. V zadnjih 6 letih sem na lastni koži izkusil in videl, kako ti lahko mreženje ter prave osebe v mreži spremenijo zasebno in tudi poslovno življenje. Če zdaj pogledam, kakšen sem bil 6 let nazaj, se skoraj da ne bi prepoznal. Na področju mreženja sem bil izredno pasiven, iskreno lahko povem, da ste me splet okoliščin in moja kasnejša proaktivnost pripeljala do tega, da lahko danes tebe kot druge ljudi spodbujam in učim strateškega povezovanja. Vsakodnevno gledam in opazim napake, ki jih delajo posamezniki, mrežijo se po naključju, si govorijo, da niso rojeni za mreženje, ter se skrivajo za družabni omrežji, namesto da bi se povezovali, sodelovali s pravim osebam. Zdaj je čas, da skupaj naredimo temu konec. Tu zate je prišel čas, da začneš ozaveščati mreženje in da postopoma postaviš svoj unikatni sistem mreženja. Verjetno se sprašuješ, kaj konkretno lahko dobiš od mene, če me tudi v prihodnje spremljaš. Zagotavljam ti, da bom s tabo delil vse, kar vem o mreženju. Zaupal ti bom vse skrivnosti, ki sem jih odkril v času strateškega mreženja. Moje zgodbe, skozi katere te bom pripeljal, prihajajo iz prakse in ne zgolj iz literature ali vsebin, ki sem jih predelal, a pa nek so jo predelali drugi. Govoril bom tudi o tem, kako pomembno je, da živimo danes, da nismo ujeti v preteklosti ali prihodnosti. Pomislil samo na to, za koliko osebi svoje mreže bi lahko rekel, da so ujeti v svoji zgodovini. Na tem mestu mislim na to, da objekujejo in hrpnijo po preteklosti, ko so nekaj imeli. Pa ne bo to boljšo službo, ljubezen, denar, a pa manjkil. Moj glavni cilj je, da daš mreženju in povezovanju priložnost. Želim, da ozavestiš mreženje do te mere, da postaneš najbolj proaktivna oseba v svoji mreži. Šele potem, ko resnično ozavestiš ta prvi korak mreženja, pride čas, da greva v akcijo kreiranja sistema ter priprave strategije mreženja. Lahko ti povem, da se na tem mestu večini ljudi obrne želodec, ker se ne morejo predstavljati, da dejansko lahko strateško nekoga spoznaš. Močno upam, da ti ne boš lih med tem osebam, ki mi ne bodo dale možnost, da jim pomagam, ampak ti pa nekaj iskreno povem. Točno te osebe, ki ne verjamejo v strateško mreženje, na nek način razumem. To pa zato, ker do danes niso se učili mreženja, ker se jim to zdi čist nenaravno, naporno in vsiljivo, da bi nekoga nagorili s ciljem, da si na ta način obogatijo življenje. Večina nas je to počela, ko je upala, da je na drugi strani ljubezen njegovega življenja. V zasebnem in poslovnem svetu potrebuješ nekaj več kot sam ljubezen. Potrebujemo namreč dobre prijatelje, sodelavce, poslovne partnerje, stranke, še bi lahko našteval. Ampak ko veš, kdo si, kaj je tvoj magnet, imaš jasno vizijo in zapisane cilje, ko do potankosti poznaš svojo mrežo, potem je edino logično, da si v prihodnje želiš spoznati še več novih oseb, ki te bodo že danes, jutri, a pa v naslednjih mesecih bogatile in ti pomagale, da lažje uresničiš svoje cilje. Verjetno si zdaj na točki, ko se ti pojavlja vprašanje, kje pa imam v tem hitrem tempu življenja še kaj časa za to, da se ukvarjam z drugim. Še zase pa za svoje najbližje mi ga zmanjka. Lahko ti povem, da te na tej točki razumem. Saj sem bil jaz tudi pred leti tak in vem, da ne bo lahko narediti tega preskoka, ampak jaz verjamem, da imaš vse, kar potrebuješ v sebi in da potrebuješ samo malo moje smeritve, ki ti bojo pomagale, da ozavestiš svoje prioritete in potem najdeš čas za aktivacijo. Pa se veš, da imamo vsi samo 24 ur na voljo in da tu ni poanta čas, ampak je stvar prioritet. Ko sem pisal knjigo o mreženju z naslovom Mreženje, sem ozavestil 3 ključne zadeve v zasebnem življenju. Prioriteta številka 1 sem jaz. Prioriteta številka 2 sva midva z mojo ženo Mirjano. Številka 3 smo mi kot družina. Se sprašuješ, kako jaz živim te prioritete? Naj ti povem, da sem šele v
zadnjih 2 letih dojel, da sem glavni steber svoje mreže prav jaz. Dojel sem, da je ključno to, da sem sam vrhunski v tem, kar počnem, da sem fizično in mentalno zdrav in da bi to dosegel, si moram znati vzeti čas zase. Skoraj prepričan sem, da se večina ljudi na tem mestu strinja z mano. Veva pa oba, da je v realnem svetu to težko spraviti v prakso. Še par let nazaj sem imel slabo vest, če sem šel zvečer s Vendi na pivo, pa moja Mirja ni nikoli rekla, da ne smem iti ali pa da naj ostanem doma, prav nasprotno, še spodbujala me je. Ampak ne vem, jaz sem pri sebi imel nek zadržek, izgovor za ta izhod, ker sem želel biti čim bliže svoji družini. Lahko da je ta občutek izhajal iz dejstva, da v moji mladosti mojega očeta ni bilo veliko doma, ne vem, ampak ne glede na vse, ne bi bilo dobro zame, če bi nadaljeval s takim razmišljanjem. Skozi leta sem se naučil, da si moram vzeti čas zase, zato ti lahko povem, da danes nimam več težav s tem, da bi imel ob odhodu od doma slabo vest. Zase poskrbim celo tako, da grem 2-krat na let za nekaj dni sam v nek kraj in se umaknem od vseh. Evo, nedolgo nazaj sem bil 4 dni v Opatiji, poročil sem si hotel s 5 zvezdicami, spa, okusne večerje, sprehod. Zame, ki sem vedno obkrožen z ljudmi in ko mi vsak dan zmanjka nekaj ur, je kar zanimivo, kako zdržaš 4 dni sam s sabo in da grem v polno restavracijo na večerjo brez družbe. Sam. Naj ti zaupam, da ko to parkrat narediš, hitro vidiš, da je vse skupaj prav koristno in ko ti pride v kri, to počneš brez kančka slabe vesti. Kolikrat pa si ti vzameš čas zase? Za večerni sprehod, izlet, savno. Če misliš, da to nima nobene veze z mreženjem, se motiš. Ravno v tem je času, ko si vzameš čas zase, počneš stvari, ki ti pašejo. Postaneš boljša in bolj nasmejana oseba, predvsem pa bolj dostopna za druge, ki si tebe zaslužijo. O tej temi bom še veliko govoril, ker na ta način skupaj prideva do tega, da sva bolj odločna v tem, kaj si želiva, kaj nama paše in česa si res ne želiva. Če pogledam na to iz vidika mreženja, lahko rečem, da si vsak izmed nas želi imeti v sebi osebo, ki je na prvem mestu zadovoljna sama sabo, potem pa, da se ob njej dobro počutimo, se ne smimo in izupamo. Če pa na tej poti do doseganja cilja ta oseba lahko še nam kako pomaga, je to za nas čista zmaga. Gre vse eno igro. Vzemi si nekaj sekund časa, zapri oči in si predstavljaj, da točno v tem trenutku je taka oseba stoji zraven tebe. Zdaj se popraši, a bi ta oseba, ki stoji zraven tebe, bi si ona želela imeti tebe oziroma tako osebo, ko si ti v svoji lastni mreži. Bi taka oseba s tabo želela graditi odnos? Vprašaj se, kakšna oseba si ti? Se veš, pozitivna oseba si želi imeti ob sebi pozitivno osebo. Nobena uspešna oseba si ne želi časa trošiti za nekoga, ki živi v izgovorih, ni kredibilen, pa zaupanja vreden. No, kakšen je tvoj odgovor? Trik je v tem, da v mreženju dolgoročno ne smeš in ne moreš manipulirati z ljudmi. Po domače povedan, ne moreš jih nategniti, ker je samo vprašanje časa, kdaj bo on je rekel dost. Sploh si pa tega ne smeš privoščiti v tako majhnem okolju, kjer mi živimo in ob tem, da te vsaka oseba lahko nekaj sekundih pogugla in zve marsikaj o tebi. Zato je zelo pomembno, da se zavedaš, da si v svojem življenju najbolj pomembna blagovna znamka in da je tvoja dolžnost, da strateško razvijaš svojo blagovno znamko. Ne sme ti biti vseeno, s kom se povezuješ, s kom gradiš posel, a pa s kom piješ kavo. Vsem nam je logično, da podjetja strateško razvijajo blagovne znamke. V ta namen oni aktivirajo najboljši ljudi, ki si jih lahko privoščijo, investirajo ogromno časa in denarja, da pridejo v našo podzavest, sprašujejo se, kaj vse morajo narediti, da nas prepričajo, da jim bomo zaupali, da bomo kupili njihov storitev ali pa produkt, da postanemo zvesti kupci in da jih priporočamo svoji mreži.
Jaz nimam denarja za TV oglase, plakate. Zato kreiram to vsebino. S tabo jo delim brezplačno, zato ker si želim, da te z njo prepričam, si pridobim tvoje zaupanje in mi pač pokloniš svoj dragocen čas. V tem trenutku je tebi verjetno vseeno, koliko časa sem porabil, da sem kreiral to vsebino. Iskreno povedano je mogoče res bolj, da ne veš vseh podrobnosti. Več kot 1 let sem govoril, kako bom nekaj posnel. Šele ko sem spoznal Nino, Tanjo, Kajo, Oskarja, Jaka, sem prišel do tega, da bom svojo vsebino kreiral in delil s tabo na tak način. Ja, več kot 1 let sem rabil, da sem s pomočjo teh top oseb, ki sem jih spoznal, uspel posneti prvo oddajo. Pa ne glede na vse skupaj, na ves moj trud in željo, da ti bo ta vsebina okej, ti ocenjuješ zgolj to, a sem ti v tem trenutku zanimiv, sem te prepričal, je vsebina koristna zate oziroma na kratko povedano. Sprašuješ se, ali ti dišim ali smrdim. Itak, da bi rad, da ti je vsebina zanimiva, koristna, rečva okej, če ti pa ni, pa tudi okej. No, pa da jaz ne odjadram predaleč, pojdimo midva nazaj k mreženju. V mreženju je ključno to, da smo avtentični. To pomeni, da ne fejkamo in da se ne pretvarjamo, da smo nekaj, kar nismo, ker tega imamo že dovolj na družabnih omrežjih. To, kar zdaj vidiš, kar gledaš pred sabo, tak sem tudi v živo. Nimam časa ali pa volje za fejkanje. In tudi pri tebi mora biti ena od bolj pomembnih nalog pri kreiranju mreženja vzpostaviti in na to ohraniti visok nivo zaupanja. Zelo pomembno je, da ti mreža zaupa, ko jim gre dobro in tudi, ko jim gre slabo. Zaupanja svoje mreže ne smeš nikoli izkoriščati. Če to narediš napako, to narediš samo enkrat in nikoli več. Se te bo mreža tisti moment, ko to ugotovi, kaj si naredil, zapustila, ti obrnila hrbet. Vprašaj se, za koliko osebi svoje mreže veš, da imajo v tem trenutku resne probleme doma ali pa v službi. Še bolj pomembno je, koliko njih je prišlo do tebe in te prosilo za podporo. No, to je že prvi znak, kako močno ti mreža zaupa. Kaj pa tvoja proaktivnost v smeri, da ponudiš podporo, tudi če te oni ne prosijo? Kolikokrat pokličeš in rečeš, vem, da imaš problem, kako ti lahko pomagam? Ali pa poveš, da imaš nekaj idej, kako lahko pomagaš, da pride ven na zeleno vejo. To danes redko kdo počne. Treba se zavedati, da je večina nas preponosna, da bi prosila za pomoč, ker smo bili vzgojeni na način, da moramo narediti vse sami, sicer izpadeš slabič. Če hočeš ko živeti, super. Jaz osebno nimam tega cilja in povem ti, da na dnevni bazi aktiviram kar nekaj ljudi, da bi pomagal rešiti manjše ali pa večje probleme. Vse to zahteva svoj čas in veliko dela, ampak se na dolgi rok splača. To so vsi pomembni koraki, ki te ponesajo do točke, da imaš na koncu res vrhunsko podporno okolje. To okolje pa sestavljajo osebe, ki ti stojijo ob strani, ti privoščijo in si želijo, da ti uspe. Ljudje, ki se veselijo tvojih uspehov in se v primeru, ko ti teče voda v grlo, na polno aktivirajo. Takrat veš, da si iz naslova mreženja na pravi poti. A ti povem, da je vse to, kar sem danes povedal, možno zgraditi? Je pa res, da je potrebno kar nekaj truda in dela vložiti v to in to vsak dan, vso leto, celo življenje. Če na tej točki pričakuješ neko skrivnostno formulo uspeha v mreženju, te moram žal razočarati, ker je nimam. Če si pa ena tistih oseb, ki verjame, da se prave zadeve gradijo dolgoročno, ti zagotavljam, da bom redno kreiral zanimivo in zate koristno vsebino, ki ti bo pomagala zgraditi kakovostno, učinkovito in zaupanja vredno mrežo. Ker sem pa še na samem začetku te poti, te bom prosil za pomoč. Iskreno ti povem, da ne vem, kdo si. Te pa lepo prosim, da začneš slediti mojemu kanalu More Than Networking,
se prijaviš na moje tedenske novičke, kjer bom delil zanimive vsebine iz sveta mreženja. Deva se povezati tudi na družabnih omrežjih, ker bi te še posebej prosil, da deliš tale video svoje mreži. Če imaš prijatelja, prijateljico ali nekoga iz službe, ki ima izzive z mreženjem, potem te prosim, da mu pošlješ ta link. Iskreno, iz srca ti bom hvaležen za vsak klik, poslan link ali pa všeček in seveda, da ne pozabim, po tale video mi prosim napiš, kakšen se ti zdi, moj prvi video, in katere teme želiš, da predelam v bodoče. Samo ob tvoji pomoči in podpori mi bo uspelo, da se prave osebe aktivirajo in da del Slovenije ozavesti mreženje na kul način. Še enkrat iz srca hvala za tvoj dragocen čas, ki si mi ga namenil pri poslušanju moje vsebine. Veselim se in upam, da se vidva tudi drug teden, ko ti bom pojasnil, kaj dejansko je mreženje in kaj pomeni. Uživaj na polno.